V prostorih delikatese in restauracije podjetja Kodela d.o.o. v Markišovcih je potekala zaključna konferenca projekta Evropsko inovativno partnerstvo z naslovom Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti. Janez Kodela, direktor podjetja Kodela, je z vidika gostitelja in predelovalca mesa ter izdelovalca mesnin o dogodku povedal. Naše podjetje je skozi cel projekt tudi eden izmed vodilnih partnerjev tega projekta in projektu smo pristopili predvsem z željo pomagati našim rejcem in pa potem tudi seveda širši prašičereji v Sloveniji eno novo pot, ki je mogoče tudi primerno za razvoj prašičereje v Sloveniji in pa v regiji, se pravi pitanje prašičev nadstandardnih, kar se pomeni po kvaliteti, se pravi, da tržišče tudi obstaja za rejo prašičev, ki je izven okvirov generične reje, se pravi, da se pitajo prašiči na višjo težo. Pri tem pa seveda sledimo načelu kvalitete surovine, ki je potrebna za izdelavo sušenih mesnin, se pravi, predvsem pri nas je v ospredju prekmurska šunka, v zadnjem obdobju, v 5 letih se pa tudi pridelujejo prašiči, oziroma stegna prašičev v pršute in imamo pri nas v ponudbi od prašičev avtohtonih sort, se pravi slovenskega krškopoljskega prašiča, potem v Prekmurju je tudi avtohtoni prašič oziroma bolj kot pa krškopolec je mangalica. Imamo pa tudi v proizvodnji, predelujemo prašiče, ki so, tehtajo več kot 200 kg, ki so nadstandardni prašiči, to pomeni, da imamo tudi tržišče za naše izdelke in s tem projektom želimo, malenkost to, podporo dati našim rejcem, usmeritve rejcem, kaj pomeni pitanje na višjo težo, kaj pomeni pitanje na daljši čas, pa tudi ekonomiko, kaj to stane potem rejca, kaj to stane nas kot odkupovalca tega in pa potem zaupamo, da s tem projektom pripomoremo k dvigu še kvalitete. Na prašičereji je zadnji čas dosti polemike o samooskrbnosti in pa neke trendov evropske prašičereje. Ja mislim, da je ta pot tista, ki lahko nam naredi, stabilnost določenega trga. Sigurno na generičnem trgu naša slovenska prašičerija nima konkurenčne možnosti napram globalnemu trgu. V butičnosti smo pa lahko konkurenčni, ker tu je maloserijska proizvodnja, seveda pa je potem te prašiče treba odkupiti in predelati in prodati izdelke, pa tudi sveženo meso kot butično meso in ta trg obstaja v svetu. Mi, na primer, kot prevzemniki teh prašičev našim partnerjem zagotavljamo 100% odkup tega, poleg tega pa tudi zagotavljamo višje cene. To pomeni stabilen odkupni trg in skrbimo za to, da je to dolgotrajni proces, da naši partnerji preživijo, pa naši partnerji tudi skrbijo za nas, da preživimo. Se pravi, te ostre, konice v borznih cenah nismo ne oni, ne mi toliko podvrženi in tako partnerstvo dolgoročno sigurno je lahko dober primer, kako obvladati te izzive, ki prihajajo. Profesorica doktorica Marijeta Čandek-Potokar z Kmetijskega inštituta Slovenije je bila predavateljica na temo predstavitev praktičnih preizkusov in izzivi za naprej. Ob robu zaključne konference je tako predstavila projekt. Projekt teče v sklopu Evropskega inovativnega partnerstva oziroma politike, ki jo Evropska komisija prakticira zdaj že zadnjih nekaj let, tako na področju raziskovalnega dela, se pravi programa, ki mu rečejo Obzorja 2020 oziroma zdaj Obzorja Evropa, kot tudi na področju tako imenovanih operativnih skupin. Ta projekt bi v evropskem žargonu, če se tako izrazim, bil poimenovan operativna skupina. Gre pa za to, da se spodbuja sodelovanje med raziskovalnim sektorjem in prakso. Tako smo tudi v sklopu tega projekta naredili zelo veliko praktičnih preizkusov. V bistvu preizkušali smo pitanje na večje teže s ciljem proizvodnje izdelkov višje kakovosti, se pravi boljše kakovosti. Gre za to, da dodamo vrednost, katero pa si morajo porazdeliti vsi v verigi. Sicer taka veriga ne bo uspešna. Za uspeh verige je pomembno, da tudi najšibkejši člen v verigi vidi smisel svojega dela in poslanstva.
Tako da taka veriga bo uspešna, je uspešna samo vkolikor je konsolidirana od reje do vilic, v tem primeru, ko govorimo o mesnih izdelkih. V teh letih, odkar smo samostojni, se je tudi potrošnik začel zavedati pomena doma pridelane hrane, tudi kvalitete doma pridelane hrane. Tako da mislim, da je zdaj tudi potrošnik do te mere osveščen, da je pripravljen plačati več za domače. Seveda tu pa je, bom rekla, tiste subtilno pa je za proizvajalce in prodajalce, da najdejo tisto, koliko pa je potrošnik sposoben na vse zadnje, a ne svojo kupno močjo in pripravljen plačati. Bistveno je, da potrošnik to drugačno kakovost, boljšo kakovost prepozna. Vodilni partner projekta je bila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota. Vodja projekta pa Damjan Jerič, ki je prisotnim predstavil pomembno temo: ekonomičnost pitanja prašičev na višjo maso. V okviru projekta smo se tudi lotili ekonomike reje pitanja prašičev na višjo težo za izdelke višje kakovosti in smo dejansko tudi v okviru teh poskusov ugotovili, da so stroški večji kot klasično pitanje. Koliko so pa ti večji, je pa bil kar dilema. Ni bilo tako enostavno zračunati. V današnji predstavitvi bomo na nek način predstavili, kako smo si to zamislili. Vsekakor so prvo potrebna pravila, ki se definira, to pomeni pravila med kmetom in predelovalno industrijo. Tukaj naprimer mesarstvo Kodla, če bomo se ti dogovorili, da se reče, in ko smo ta pravila na nek način definirali, rekli smo, da govorimo o prašičih težkih 160 kg, da se morajo 180 dni pitati od 25 do 160 kg in da se krmijo restriktivno od 90 kg naprej. To smo vzeli nekaj izhodišča, na osnovi katerih smo potem šli računati, in to ekonomiko. Ekonomiko smo vzeli, ali te podatke smo delno vzeli iz poskusov, ki smo izvajali v okviru projekta, delno pa iz literature. In ko smo to začeli računati, smo videli, da če se pogovarjamo o klasičnih pasmah, potem je ta cena višja, za 5 do 9% ali 4 do 9%, tu nekje. Če pa govorimo o duroku, ker je pa cena pujskov za durok so nekoliko višja, pa lahko govorimo tudi o 13 do 16-17% višja odkupna cena od kot klasični prašiči. Projekt Evropsko inovativno partnerstvo s temo reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti se je pričel koncem novembra leta 2019 in traja 3 leta. Zraven vodilnega partnerja sodeluje v projektu še 11 partnerjev iz Slovenije. Proračun projekta pa je vreden nekaj manj kot 400 000 evrov. Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020.